Pozdravljeni v zadnjem februarskem dnevu in v oddaji Pregled tedna. Poglejmo, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Mestna občina Koper je ponovno objavila javni razpis za oddajo javne površine v obmorskem parku Žusterna, da bi med letošnjo poletno sezono zagotovila kakovostno gostinsko ponudbo. V najem se oddaja del parcele v skupni velikosti do 200 kvadratnih metrov za obdobje od 1. maja do 30. septembra 2025 z možnostjo podaljšanja za naslednje leto. Na tem območju bo dovoljena postavitev gostinskega zabojnika, prikolice ali food trucka ter pripadajoče gostinske terase. Izklicna mesečna uporabnina znaša 6.000 evrov brez davka in vključuje občinsko takso za uporabo javne površine. Ponudniki lahko dodatno zaprosijo za uporabo do 100 kvadratnih metrov zelenice za gostinsko teraso ter 2 parkirnih mest, pri čemer bo uporabnina obračunana skladno z veljavnim občinskim odlokom. Občina priporoča ogled lokacije, kjer bodo zainteresirani ponudniki pridobili vse potrebne informacije o značilnostih prostora, razpoložljivih priključkih in drugih pomembnih vidikih za pripravo ponudbe. Ogled bo mogoč v ponedeljek 3. marca ob 9. uri. Pogoj za prijavo je najmanj enoletna izkušnja v gostinski dejavnosti, ponudniki pa ne smejo imeti neporavnanih finančnih obveznosti do občine. Pisne ponudbe je treba oddati osebno ali po pošti najpozneje do torka 11. marca do 12. ure na mestno občino Koper, ob tem pa vplačati varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sredo 12. marca ob 9. uri v sejni sobi občine. Komisija bo izbrala ponudnika, ki bo izpolnjeval vse pogoje in dosegel najvišje število točk. Podrobnosti razpisa so na voljo na uradni spletni strani občine. Še ostajamo v Kopru, kjer je župan Aleš Brežan podpisal pogodbe o financiranju gasilske javne službe v letu 2025 z 10 prostovoljnimi gasilskimi društvi in Obalno gasilsko zvezo Koper. Občina je sredstva za gasilsko službo povečala 185.000 na 210.000 evrov, dodatno pa bo namenila skoraj 425.000 evrov za nakup gasilske opreme in vozil, kar skupno znaša skoraj 635.000 evrov. Prostovoljno gasilsko društvo Dol bo letos prejelo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov, prostovoljno gasilsko društvo Movraž pa vozilo za prevoz moštva. Občina bo prav tako sofinancirala nakup zaščitne in reševalne opreme za Obalno gasilsko zvezo Koper, ki pripravlja nov program nabav. Po njegovi potrditvi bo mestna občina Koper sklenila ustrezne pogodbe z gasilskimi enotami. Med načrtovanimi investicijami je tudi obnova strehe gasilskega doma v Krkavčah, za katero je namenjenih 142.000 evrov ter 30.000 evrov za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za dozidavo gasilskega doma v Hrvatinih. V okviru participativnega proračuna je občina zagotovila še 31.000 evrov za ureditev zgodovinske sobe tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva. Počasna moda je izraz za trajnostni pristop k modi, ki spodbuja kakovostne, etične in okolju prijazne izdelke ter zmanjšuje množično potrošnjo. Temelji na lokalni proizvodnji, uporabi trajnostnih materialov in spodbujanju dolgotrajne uporabe oblačil. Nasprotuje hitri modi, ki v velikih količinah proizvaja poceni oblačila in pogosto izkorišča delovno silo. Staro mestno jedro Kopra je nedavno nazaj postalo bogatejše za trgovino za nakup oblačil iz druge roke, Druga skica. Prizadevala si bo za kroženje slovenske rabljene tekstilne dediščine na lokalni ravni ter spodbujala lokalne rokodelke, počasno modo in trajnost. Vsa moda skoraj, ki je ostala v Sloveniji, je počasna, ne. Zdaj, ta industrijska pa je ni več, no, dajmo tako reči. Kljub temu, da je bila včasih pri nas bolj, verjetno dosti bolj etična in humana, kot je zdaj v Aziji, recimo, ne, ko se je vse to preselilo. Tako da ne vem, počasna moda nekaj je, rabimo skoraj pa tudi ta bolj industrijski del mogoče malo pripeljati nazaj, malo spet to obuditi in pa seveda
hkrati furati tudi počasno rokodelsko modo naprej. Največja zmota glede rabljenih oblačil je prepričanje, da so umazana, ponošena ali slabe kakovosti. V resnici lahko v takšnih trgovinah najdemo tudi kose, ki so bili nošeni le nekajkrat ali so celo popolnoma novi. Poleg tega so vintage in second hand oblačila pogosto bolj kakovostna od sodobnih produktov hitre mode, saj so bila izdelana iz trpežnejših materialov in z boljšo obrtniško natančnostjo. V drugi skici je sicer velik poudarek na higieni oblačil, ki se jih pred prodajo opere, zlika in razkuži. Držati nekako kvaliteto in ne kvantiteto oblačil. Zaradi tega tudi, ker nimamo prav prevelikega prostora in pač tudi samo zaradi filozofije gledanja na modo kot takšno. Pač se nekako bolj posegamo po kvalitetni izdelavi, mogoče tudi starih slovenskih znamkah, kot so Mura, Labod, Rešica, ki nekako so žal edini, ki ohranjajo še spomin na slovensko tekstilno kulturno dediščino. Tako da nekako vsaj sama vidim, da bi to nekako lahko, oziroma si želela tudi, da bi mladi in tudi starejši ponovno zaznali vrednost v teh oblačilih. Evropski parlament je novembra lani izdal predlog resolucije na konferenci Organizacije združenih narodov o podnebnih spremembah 2024, v katerem navaja, da tekstilni sektor prispeva k približno 8–10% svetovnih emisij toplogrednih plinov ter porablja velike količine vode in energije, zato je nujno obravnavati njegov vpliv na okolje in podnebje. Tekstilna industrija mora igrati ključno vlogo pri prehodu na krožno gospodarstvo, kar vključuje zmanjšanje odpadkov, trajnostno proizvodnjo, recikliranje in uvedbo jasnih globalnih standardov za zelene trditve blagovnih znamk. Sedaj pa se premaknimo v Ankaran, kjer bo na Regentovi ulici ob ekološkem otoku postavljena mobilna ekološka točka. Po uspešni vzpostavitvi v okoliških krajevnih skupnostih se večprekatni zabojnik sedaj seli v Ankaran, kjer bo ostal do nadaljnjega. Namen projekta je ozaveščanje o pomenu ločenega zbiranja odpadkov ter omogočanje pravilne oddaje dodatnih 10 frakcij odpadkov. V občinah Koper in Ankaran trenutno sistematično ločujemo 5 osnovnih vrst odpadkov: papir in karton, biološke odpadke, steklo, mešano komunalno embalažo in preostanek odpadkov. Mobilna ekološka točka omogoča dodatno ločeno zbiranje naslednjih 10 vrst odpadkov, in sicer zdravil, PVC zamaškev, tonerjev, mobilnih telefonov in polnilcev, neonskih ter klasičnih žarnic, CD-jev in DVD-jev, baterijskih vložkov, sprejev in aerosolov ter knjig in revij. V prihodnjih mesecih bo mobilna ekološka točka obiskala tudi druge krajevne skupnosti v primestnih in zalednih območjih ter tako prispevala k še boljšemu ločevanju odpadkov. Na seji sveta zavoda so v izolski bolnišnici potrdili investicijsko dokumentacijo za dobavo, montažo in vzdrževanje robotskega sistema za operacijo. Za kako pomembno pridobitev za robotsko kirurgijo se bo to izkazalo, še ni mogoče govoriti, saj bodo ponujene opcije najprej preučili po končanem naročilu. Postopek javnega naročila se bo kmalu pričel, projekt pa bo v celoti financirala bolnišnica iz lastnih sredstev. Proizvajalcev in dobaviteljev tega ni veliko, vzeli bodo tistega, ki bo ponudil najboljše pogoje. Finančna struktura je zaenkrat še skrita, zagotovljena sredstva pa niso namenjena samo nakupu, montaži in vzdrževanju, marveč tudi prepotrebnemu izobraževanju, ki ga tak sistem prinese, in potrošnemu materialu. Na sami seji so še povedali, da so predviden obseg dela v preteklem letu realizirali oziroma celo presegli, kar samo dokazuje, da delajo pozitivno.
Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos se je priključilo projektu SameSea, ki skrbi za trajnostno upravljanje morskih indikatorskih vrst in interakcij s človeškimi dejavnostmi. Omenjen projekt se je začel 1. septembra in bo trajal 30 mesecev, vreden pa je več kot 1 milijon in 700 tisoč evrov. SameSea stremi k izboljšanju usklajenega čezmejnega spremljanja in upravljanja morskih ekosistemov in povezanih dejavnosti v Jadransko-jonski regiji. Društva si želijo zmanjšati vpliv ljudi na morsko-biotsko pestrost, še posebej ranljivejših vrst. Glavni cilj je monitoring indikatorskih vrst, kot so glavata kareta, velika pliskavka in sredozemska medvedica. V samem projektu bodo sodelovale številne evropske države. Morigenosu, ki je odgovoren za komunikacijske aktivnosti, je bila dodeljena ključna vloga pri zbiranju podatkov, aktivnem sodelovanju pri pilotnih testiranjih ter razvoju strategije upravljanja za učinkovito varstvo prej naštetih vrst. V torek je bila v Izoli uradno predstavljena novo ustanovljena ženska kolesarska ekipa Pika Team, ki velja za sestrsko ekipo že uveljavljenega Pogi tima. Kolesarsko društvo Rog, kamor spadata omenjeni ekipi, tako stopa v novo obdobje ženskega kolesarstva, hkrati pa postavlja temelje za enakopravnost in prepoznavnost ženskega športa. Glavna ambasadorka novonastale ekipe je najuspešnejša slovenska kolesarka, partnerka Tadeja Pogačarja Urška Žigart. Želim predvsem pomagati nekako mlajšim kategorijam ženskega kolesarstva, saj vidimo, da se ekipam svetovne serije pridružujejo vedno mlajša dekleta, vedno mlajše punce in talenti in moja vizija za Piko Team je, da poskušamo najti mlade talente in z njimi nekako sistematsko delati, da poskušamo iz njih potegniti najboljše in jim damo kar se da najboljše priložnosti za uspeh v svetovnih ekipah. Zanimanje za kolesarstvo v Sloveniji strmo narašča, zlasti po izjemnih rezultatih Primoža Rogliča ter Tadeja Pogačarja. Priljubljenost pa raste tudi med žensko populacijo. Pika Team zaenkrat šteje 35 članic, hkrati pa si vodilni prizadevajo ustvariti okolje, kjer bodo dekleta rada trenirala. Tako kot je nastala po prvi zmagi na Tour de France Tadeja Pogi Team, v bistvu po super rezultatih Urške, ki je njegova partnerka, je prišla ta ideja, da bi naredili tudi nekaj za najmlajše pa za mlade punce. Jaz verjamem, da je to super zgodba in da bojo tudi rezultati, ki so že v ženskem kolesarstvu iz leta v leto tudi večji. Neka zelo velika nova priložnost se meni zdi, pa predvsem neko okolje, ki nam daje možnost, da rastemo v tem športu usporedno z najboljšimi po svetu. Priljubljenost za kolesarstvo v Sloveniji strmo raste, je to tudi pri ženski populaciji? Ja, jaz mislim, da ja, ker sem jaz začela, nas je bilo 5 punc v celi Sloveniji, tako da jaz mislim, da danes že, glede na to, da nas je samo v tem klubu 30, mislim, da ja, je tudi med ženskami zelo popularno. Ekipa se ne bo osredotočila le na rezultate, temveč na razvoj talentov, ustvarjanje skupnosti in gradnjo poti za mlade kolesarke, da se enakovredno vključijo v svet kolesarstva. Individualni športi so vselej tudi velik finančni zalogaj za starše, česar se predsednik dobro zaveda. Kolesarstvo je sicer individualen šport, vidite pa tisti, ki bolj spremljajo, ugotovijo, da je tudi tle v bistvu skoraj najbolj ekipen šport in to glede tega, da je pa v športu skozi težje staršem, se pa tudi mi zavedamo, ker če je kaj dragega, so draga kolesa, pa potem pridejo padci, pa treba popravljati vsa oprema, čelade, dresi, čevlji, to je vse drago. Seveda se pa veselimo, sploh današnji dan je tak, da smo pridobili 2 pomembna sponzorja in tudi to bo pripomoglo k tem, da bo staršem lažje, da bomo lahko nudili več opreme in več pogojev za dober razvoj mladih kolesark. 22. marca bo na letališču Portorož organizirana tudi prva velika nagrada občine Piran,
kjer se bodo prvič ločeno pomerila tudi dekleta, ki so s pridobitvijo Pika Tima ovinek za ovinkom bliže svojim sanjam, kot se tudi glasi ekipni slogan. Za slovensko žensko nogometno reprezentanco sta prvi 2 tekmi v skupini B v Ligi narodov. Izbranke trenerja Saše Kolmana so najprej slavile na gostovanju v Grčiji, v torek pa so se na stadionu Bonifika zoperstavile še favorizirani Irski. Pred več kot 500 gledalci so naše reprezentantke povsem ponižale otoško državo, saj je končni rezultat kazal visokih 4-0. Irska je sicer na svetovni lestvici kar 14 mest nad Slovenijo. Irke so imele terensko premoč, a to je v nogometu povsem brezpredmetno. Slovenke so bile učinkovitejše in so dvom o zmagovalcu odločile že v prvem polčasu, ko so zadele kar 3-krat. Mrežo je že v 3. minuti načela Lara Prašnikar. Slednja je prednost v 28. minuti po podaji iz kota še povišala in tako prišla do svojega 45. gola v reprezentančni majici. To pomeni, da jo le še 4 zadetki ločijo do rekorderke Mateje Zvir. Izid prvega polčasa je v 34. minuti postavila Zara Kramžar. 8 minut pred koncem tekme je za končni rezultat 4-0 z močnim strelom z 15 metrov poskrbila Nina Kajzba. Pohvaliti velja tudi vratarko Zalo Merčnik, ki se je izkazala z nekaj lepimi obrambami. Slovenke so trenutno na prvem mestu svoje skupine s 6 točkami pred Turčijo, Irsko in Grčijo. Prvouvrščena ekipa se bo uvrstila v elitno ligo A. V aprilskem ciklu bodo Slovenke 2-krat moči merile s Turkinjami, prvi dvoboj bo 4. aprila na domačih tleh. Še cestne novosti. Na parkirišču Regentova Sever v Ankaranu so se pričela gradbena dela za povečanje parkirišča. V času izvedbe del, ki bodo trajala do 21. marca, bo na navedenem območju onemogočeno parkiranje za ves čas gradnje. Koper pa bo na pustno soboto 1. marca prizorišče 15. istrske pustne povorke, na kateri bo sodelovalo 18 skupin, kar bo prineslo nekatere zapore cest, ulic in spremembe prometnega režima. Povorka bo letos krenila s parkirišča na stadionu Bonifika in se po Ljubljanski in Pristaniški ulici pomikala do cilja, ki bo na Ukmarjevem trgu. Med 10:30 in 16. uro bo za promet popolnoma zaprta Pristaniška ulica, Vojkovo nabrežje, Ferrarska ulica, Ljubljanska cesta, cesta Zore Perelo Godina ter Piranska cesta. Do ponedeljka 3. marca do 20. ure ne bo možno parkiranje na parkirišču Ukmarjev trg, prav tako od danes do 16. ure do jutri do 17. ure ne bo možno parkiranje na parkirišču pred stadionom Bonifika. Zaradi zapore Pristaniške ulice bodo nedostopni parkirišče pred trgovskim centrom Vijese, parkirna garaža ter nekatere mestne ulice. Uporabniki z dovoljenjem za parkiranje na Ukmarjevem trgu naj se obrnejo na službo za parkirišča Marjetice Koper, kjer jim bodo uredili možnost parkiranja v parkirni hiši Belveder. Če mislite, da se nekaj ne da, vztrajajte. Belgijska ovčarka Juma je dokaz, da kjer je volja, je tudi moč. Kdo pravi, da ne gre? Doma. Kdo pravi, da ne gre? 2 palci. Vse se da. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika. Pričenja se pustni teden in z njim pustni dogodki. Že ta vikend v soboto 1. marca se bo ob 11. uri na Lonki v Izoli začelo pustovanje v Izoli, kjer bo potekala predaja ključa pustnim maskam, animacijski program za otroke ter koncert Dejana Dogaja. Ob istem času bo v Kopru štartala istrska pustna povorka, ki bo potekala od parkirišča pri Bonifiki vzdolž Ljubljanske ceste in Pristaniške ulice ter se zaključila na Ukmarjevem trgu s pustnim rajanjem in glasbenim programom.
Za najmlajše bo ob 16. uri v Auditoriju Portorož na sporedu gledališka predstava z naslovom Slon Vipko s čarobno tipko. Zvečer ob 20. uri pa v gledališču Trtini v Piranu sledi 21. veliki pustni ples, tokrat na temo 4 letnih časov. Večer bo spremil tudi glasbeni program, nastopil bo funk pop rock band The Peachkeys, za DJ mešalko pa bo stopil legendarni obalni Adriano Roy DJ, ki bo poskrbel za disco house ritme. Ljubitelji klasičnega roka bodo ob 20. uri in 30 minut v Centru mladih Koper lahko uživali v pustnem koncertu zasedbe Beatles Legendado. V Hangar baru v Izoli pa bo ob 21. uri nastopil Hot Keys Band, ki bo preigraval ritme rock'n'rolla, pridružil pa se jim bo tudi Bojan Jurt. Koncertnega dogajanja za ta večer še ni konec. Na Ukmarjevem trgu se bo ob 20. uri v sklopu Istrskega karnevala pričel koncert zasedbe Kingston, sledil pa bo legendarni hrvaški plesni duo Kolonija. Pustno rajanje se bo nadaljevalo tudi v torek 4. marca, ko bo ob 21. uri v magazinu Grando v Portorožu pričelo študentsko pustovanje, na katerem bodo za energično vzdušje poskrbeli DJ Vuki iz Vita Feltna in Invivo. V sredo 5. marca pa bo ob 11. uri v Izolani Hiši morja v Izoli potekal dogodek v sklopu Dnevov pomorstva, kjer bo predstavljena pomorska preteklost Izole in njene dediščine. Za ljubitelje ustvarjanja bo v četrtek 6. marca ob 17. uri v Centru mladih Koper organizirana delavnica izdelovanja stripov, ki jo pripravlja društvo Wizards of Istria. V petek 7. marca, dan pred dnevom žena, pa bo ob 18. uri v gledališču Trtini v Piranu na sporedu multisenzorična predstava Ženske in morje. Ta bo združevala čutne stimulacije, videoprojekcije, glasbene točke in pogovore. To je z naše strani vse, prijetno pustovanje vam želimo in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.